Nedeljski derbi poteka v Kopru, ki je doma pričakal ljubljansko Olimpijo, še vedno vodilno ekipo prve lige Telekom Slovenije. 2 tekmi zapored je Olimpija zmagala pri Koprčanih, ki pa na zadnjih tekmah niso v najboljši seriji, so na 6. mestu in tokrat so bolje štartali gostje. 0:1 že v 5. minuti Benko, po podaji Etiena Velikonje za prednost Ljubljančanov 0:1. Izjemno lepa kombinacija Olimpije, podal je Velikonja, Benko pa zaključil za prednost zmajev. Še napad za Ljubljančane, tekla je 26. minuta, poskušal je Eleke, odbita žoga za Kronavetra, ki pa je stresal zgolj prečko. Ostala je pri izidu 0:1 iz 5. minute. Priložnost za Olimpijo, streljal je Benko z ogromne razdalje, v kot je izbil Antolovič. In še zadnja akcija prvega polčasa, Eleke je preigraval, lepo prišel do strela in zadev le zunanji del mreže. Drugi polčas pa veliko boljši za nogometaše Kopra, ki je takoj krenil pogumno in najprej je bil tole strel Pekjusona kot za domače nogometaše, potem pa podaja pred vrata in najprej je vratnico oziroma prečko stresel Palk, odbito žogo pa je Pučko pospravil mrežo za izenačenje na 1:1. Takole strel Palka, gol Mateja Pučka za izenačenje v 52. minuti. Do konca tekme je Olimpija nekoliko podjetnejša, imeli so priložnost prek Benka, ki je zgrešil z glavo, potem akcija za Ljubljančane, ki pa pravih situacij vendarle niso imeli. Tole je bila priložnost za Benka, zahtevali so 11 metrovko, katere pa na koncu ni bilo, ostalo je pri izidu 1:1. Zaključek tekme in sledil je najlepši dogodek tega dvoboja in hkrati še najpomembnejši. Rok Kronaveter je udaril daleč in takole dosegel pravi evrogol za zmago Olimpije 2:1 pri Kopru, ki je tokrat dobro odigral tale drugi polčas, ampak na koncu Rok Kronaveter, tudi reprezentant Slovenije, ki je v zadnjem času takole strelsko razpoloženo daleč in zadev je za prednost in zmago Olimpije 1:2. Mi smo ušli u utakmicu malo bojažljivo. Toga sam se malo i bojao, zato što puno igrača nije igralo. V tekmo smo šli nekoliko bojazljivo, tega sem se malo bal, ker je bila ekipa precej nova, neuigrana. Prvi gol nas je malo zmedel, želeli smo igrati, ampak enostavno nismo mogli, storili smo preveč napak. Olimpija je svoje priložnosti dobro izkoristila in nas kaznovala. Drugi polčas, kot sem želel, bili smo pravi moški, dali smo gol, to nas je nekoliko dvignilo in bili smo dobri, igrali smo dobro. Na koncu smo tudi nekoliko padli fizično, dobili smo drugi gol. Po našem kotu smo iz kontre dobili gol, ampak tako pač je. Čestitamo Olimpiji za zmago, mi moramo še naprej delati, čakamo na vrnitev naših nogometašev in gremo naprej. Čestitamo Olimpiji, tu nema dileme, zaslužili su pobjedu, a mi moramo puno raditi, čekati da se ovi vrate pa ćemo vjerojatno izgledati bolje. Jaz se bi težko strinjal z vami, da je bil precej boljši. Mi smo dobili iz prekinitve ta zadetek, potem ko bi morali reševati zadeve že v prvem polčasu, da z večjo razliko, in take tekme so ponovane nevarne, da iz prekinitve lahko dobiš zadetek, potem je resnično 5 minut bilo malce zmede pri nam, ampak smo zadeve spet postavili na svoje mesto, ne smemo trpetati toliko časa in se mučiti, ker moramo reševati zadeve prej. Vseeno je velika zmaga za nas, ker smo pod pritiskom delovali in sem zelo vesel za fante, ki so da res vse dali od sebe, ampak moramo stvari reševati prej, ko smo imeli dominacijo in posest. Ta prvi polčas se mora končati z 2:0, pa je bila potem tekma že odrečena.